Pozdravljeni. Odstop Charlesa Leclerca na veliki nagradi Španije je presenetil mnoge. In mnoge izmed vas tudi zanima, kaj se je v resnici zgodilo. In danes bomo to skušali ugotoviti skupaj. Verjetno ste mnogi izmed vas prebirali takšne in drugačne članke o tem, kaj se je pravzaprav zgodilo na Ferrariju F1-75 Charlesa Leclerca. Mogoče je kdo izmed vas dobil občutek, da gre za neke vrste višjo silo. Ampak višja sila je tisti faktor, ki nenadoma udari brez nekega konkretnega racionalnega razloga. In na veliki nagradi Španije smo imeli to višjo silo prisotno. Ampak pastor Maldonado je bil gost v boksih Williamsa in drugih podobnih faktorjev ni bilo. A vrnimo se k naši temi, Charlesu Leclercu in njegovi tehnični okvari. Najprej, da bomo bolje razumeli, zakaj gre, lahko skušamo ugotoviti, kaj se je pravzaprav zalomilo. Videli smo, da Charles Leclerc je imel težave s pogonskim sklopom, ampak kakšne? Pripeljal je v lastne garaže, sicer nekoliko počasneje, ampak brez vidnih izpustov dima. Torej, motor z notranjim izgorevanjem je deloval, menjalnik je deloval, električno-hibridni del seveda tu ni bil vključen, ostaja samo še turbokompresor. In seveda, ukolikor turbokompresor ni opravljal svoje funkcije, Ferrari F1-75 ni imel dovolj moči in odstop je bil logičen. Ker gre za mehansko okvaro, lahko tudi skušamo razumeti, kaj je bil vzrok. In vzroke lahko razdelimo na 4 ločene kategorije. Na napako pri izdelavi enega izmed mnogih komponent. Torej, prišlo je pri izdelavi do neke napake, ki je ušla kontroli kvalitete. To se seveda dogaja, ampak izjemno redko gre za Formulo 1, ker je kontrola kvalitete ena izmed bistvenih prvin, še posebej v tej turbohibridni eri, kjer so pogonski sklopi v bistvu omejeni, kar se tiče komponent. Vsak del je seveda točno preučen na tisto življenjsko dobo. Zato ta verjetnost je nekako nižja od tistega, kar bi lahko marsikdo izmed nas pričakoval. Koliko takih napak ste videli v zadnjih letih? Če malo pomislimo, izjemno malo. Druga skupina bi bila lahko tista, kjer so možne napake pri projektiranju. Torej, da so inženirji pri skuderiji Ferrari nekaj narobe izračunali ali nekaj narobe zrisali. Ampak danes smo v sezoni 2022 in ne v sezoni 2014, ko so turbohibridni pogonski sklopi prvič prišli na bolide Formule 1. Torej, minilo je dovolj sezon, da imajo inženirji vse potrebne izkušnje in seveda znanje, da se kaj takega ne more zgoditi, vsaj ne tako zlahka. Tretja skupina, obraba. Vsak del ima seveda svojo življenjsko dobo. In kolikor bi bil pogonski sklop seveda z izjemno visoko kilometrino, se lahko zgodilo, da bi določen del pustil malo prej od tistega, kar je bilo načrtovano, ampak blizu one meje. In tudi ta točka je seveda malo verjetna, kajti nov pogonski sklop so pri Ferrariju vgradili na prejšnji dirki, veliki nagradi Miamija.
In zopet, ker gre za sorazmerno nov element, lahko vidimo, da tudi, kolikor bi bila prisotna kakšna napaka pri izdelavi, bi se lahko pojavila že na prejšnji dirki, malce z večjo težavo na drugi. In isto velja pri napakah projektiranja. Ampak obstaja še četrta kategorija. In to je tista, kjer voznik postavi svojo enoto pod prevelik stres. Besedno uporabljajo na previsokih režimih, ko pride do pregrevanja, do slabšega mazanja in seveda do mehanske odpovedi. In sedaj bomo začeli z našo analizo, kaj se je pravzaprav dogajalo. Tu bi vas rad nekako opomnil, da bomo izpustili prvi stint. Zakaj? Charles Leclerc je bil med najboljšimi edini, ki je dirko začel na novem setu pneumatik soft. Njegov prvi del dirke je bil zato bistveno daljši od ostalih in seveda njegova pneumatika je nudila večjo prijema in zato v določeni fazi tudi višjo hitrost. Zato bomo preučili njegov ritem po menjavi, ko je nataknil pneumatike medium. In vidimo lahko, da je se Charles Leclerc ustavil v 21. krogu. Seveda, zato bomo primerjali tisto, kar se je zgodilo v 23., 24., 25. in 26. krogu. Nato je odstopil. 22. krog je tisti izhodni krog, ki zopet ne šteje. In kolikor malce zaokrožimo, bomo videli, da Charles Leclerc je vozil z ritmom minute 27 sekund in 2 desetink, le v 25. krogu je postavil fantastičen čas, minute 27 sekund in seveda 0 desetink. Tu so zaokrožene vrednosti, prave številke vidite na vašem ekranu, kjer boste lahko opazili še nekaj. Edini, ki je bil približno tako hiter kot Charles Leclerc, je seveda Sergio Perez. A treba je poudariti nekaj. Perez se je ustavil bistveno prej kot seveda Leclerc v 17. krogu, 4 kroge prej. In v bistvu tudi po tistem izhodnem krogu je imel tudi on sorazmerno hitro serijo 4 krogov. A če to serijo primerjamo, bomo takoj videli, da je bil njegov ritem bistveno počasnejši. Prvi krog praktično z novimi pneumatikami je postavil v času minute 27 sekund in 2 desetinki, kar je primerljivo s Charlesom Leclercem, ampak na to minuta 27:3, minuta 27:4 in minuta 27:4. Kolikor primerjamo zaokroženo prvo serijo in drugo serijo, vidimo, da je bil Sergio Perez počasnejši za 7 desetink. A če pa primerjamo ritem, ki ga je imel Perez v 23., 24., 25. in 26. krogu, bomo videli, da je situacija še bistveno bolj na strani Charlesa Leclerca. Namreč v 23. krogu, ko je Charles Leclerc odpeljal s časom minute 27 in 2 desetink, je imel Perez čas minute 28 in nič, nato minute 27 in 7, nato minute 28 in 4, kajti takrat se je priključil seveda Maxu Verstappenu. Torej, če tako malce potegnemo črto, lahko vidimo prvo zadevo, ki je nedvoumna. Charles Leclerc ni imel nobene potrebe po menjavi imeti tako hiter ritem. Namreč, če pogledamo njegovo prednost pred odstopom, bomo videli, da je ta 12,6 sekunde. In če to delimo z 26 krogi, vidimo, da je bil povprečno hitrejši za 48 stotink oziroma skorajda pol sekunde od takrat Georgea Russella na krog. Torej, od kod je bila ta potreba iti tako hitro? Seveda, sedaj se lahko začnemo spraševati, namreč možno je, da je Charles Leclerc po izhodu iz boksov dobesedno zahteval preveč.
Tudi pri Perezu smo videli, da po seriji 4 krogov je kar naenkrat upočasnil in pred seboj ni imel nikogar. Seveda, Charles Leclerc je imel še drugo prednost, kot sem omenil. Začel je s svežimi pnevmatikami in prvi del dirke razpotegnil pred Perezom za 4 kroge pred ostalimi konkurenti za bistveno več. Ko je on vozil v ritmu minute 27 sekund in 2 desetink, so bili drugi za več kot sekundo počasnejši. In zopet tu nerazumljiv faktor. Namreč, ukolikor primerjamo, naprimer, čas, ki ga je imel George Russell in Max Verstappen, bomo videli, da sta se gibala tam v območju minute 28 sekund in pol ter minute 29 sekund. Kolikor bi Charles Leclerc znižal ritem, bi lahko ohranil turbino, prišel do konca in seveda z lahkoto zmagal. Zakaj govorim, da je seveda Charles Leclerc šel na polno? 25. krog je tisti, ki je bil na njegovi dirki najhitrejši. In kljub odstopu je bil tisti čas dovolj, da je seveda Charles Leclerc postavil 13. najhitrejši krog na dirki. In ponavljam, v 25. krogu od 66. In to menim, da je dovoljšen dokaz, da lahko vidimo, kako je v tistem trenutku seveda Charles Leclerc vozil na polno. Seveda, če se vozi na polno, ko je ozračje pregreto in seveda hladilni sistem ne deluje popolno, lahko vidimo, da se zgodi tudi nekaj takega, kar je bil vzrok odstopa Charlesu Leclercu. Seveda nimam vpogleda vse tiste podatke, ki jih imajo v skuderiji Ferrari, ampak sam osebno priznam, da ne verjamem izjavi, da niti v boksih niso opazili, kaj gre narobe. Seveda gre za lepo izjavo, ki lahko potolaži marsikaterega navdušenca, ampak če je to res, če niso opazili, da je pogonski sklop Charlesa Leclerca v okvari, je nekaj hudo narobe. In sedaj še pod vprašanje, ki je prišlo, zakaj pa Carlos Sainz mlajši ni blestel. Carlos Sainz mlajši je imel težave na samem štartu. Nato je zletel s proge, podobno kot Max Verstappen, govori se o vetru. In po njegovi prvi menjavi v bistvu je imel primerljive čase s tistimi, ki jih je pokazal seveda Charles Leclerc, malce počasnejši. Ampak naletel je na gnečo, prvo na Landa Norrisa, seveda na Estebana Ocona in Sebastiana Vettela. Porabil je ogromno časa, da se je znebil teh potencialno počasnejših voznikov in do takrat nabral tak zaostanek, da praktično ni mogel več priključiti onih najboljših. In še nekaj, treba je poudariti, Max Verstappen, zmagovalec dirke, je imel težave s sistemom DRS. Zletel je iz proge tako kot Carlos Sainz mlajši in videli smo vsi, kakšne težave mu je povzročal George Russell. In če damo še to v našo enačbo, lahko res razumemo, da Charlesu Leclercu tej priložnosti se ni mudilo pravzaprav nikamor. Še zdaleč mi ni jasno, zakaj od 23. do 26. kroga tako divji ritem. A sam menim, da je bil to glavni vzrok za okvaro na bolidu Charlesa Leclerca in posledični odstop. Drugače si ne znam razložiti, kako je na svežem, relativno svežem pogonskem sklopu možno kaj takega. Seveda, možno je vse, nimam vpogleda v tiste informacije, ki bi si jih želel, ampak sam si zadev drugače ne znam razložiti. Da obstaja neka višja sila, ki nekako naključno izbere, komu bo danes ponagajal pogonski sklop v Formuli 1, mislim, da ni realno. Zato so tam inženirji, ki skušajo nekako predvideti vse možne kombinacije,
ki se lahko pojavijo v bližnji in seveda tudi daljni prihodnosti, kar se tiče velikih nagrad. Težava je v tem, da Charles Leclerc bo lahko imel težave v zaključku sezone. Namreč gre za njegovo drugo turbino, ki bo lahko ena izmed tistih elementov, ki bodo zavrženi, kar pomeni, da bo šel čez mejo bistveno pred ostalimi konkurenti in to pomeni kazenska mesta. Videli smo, kako pomembno je začeti tam spredaj. In seveda, to je še eden izmed tistih dejavnikov, ki pravzaprav bo lahko odločal v nadaljevanju razplet tega prvenstva. A smo v resnici šele pri 6. od 22 dirk. Zato je težko reči, kako se bo vsa zadeva zaključila. Ampak za danes, za to vprašanje, bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost, ter seveda nasvidenje.